Se pravi, vse, kar mislimo, nastaja po misli. Tako kot v Svetem pismu piše, najprej je bila beseda in po besedi je vse nastalo. No, in v tem duhu zdajle povabim Iviljano Belis, ki bo govorila ravno o teh stvarih. Zanimivo, kako se stvari povezujejo same po sebi. Govorila bo o sadovih duha, kar smo ravno kar rekli, to, kar je v nas, potem pridejo ti sadovi, ki jih zelo virtualno za človeško področje imenujemo veselje, mir, ljubezen, potrpežljivost, dobrotljivost. Kaj pa vse to predstavlja in kaj je in kako lahko uporabimo v vsakdanjem življenju za naše dobro, za naš napredek, da se ne zapletamo preveč z pismi Janeza Janša Slovencem te dni, nam bo povedala pa Iviljana Belis. Dobrodošla, beseda je tvoja. Lep pozdrav. Hvala lepa, Mihael. Hvala vsem mojim predhodnim govornikom. Danes smo spet slišali veliko besed, ki so nam lahko čudovito seme za dobro žetev. Hvala prav vsem. Sredi tedna sem začutila, da moram to soboto spregovoriti o dobrotljivosti. Zakaj ravno dobrotljivost? Verjetno zato, ker jo je premalo v tem trenutku med nami, v Sloveniji, po svetu. Dobrotljivost je seme, ki ga je treba tudi sejati. Vsak dan. Vsak dan nekaj dobrega narediti, ne samo za sebe, ne samo za svojo družino, ampak tudi za bližnje. Semena dobrotljivosti so zelo pomembna. Ker nas odvežejo od sebičnosti, ker nas odvežejo od tega ozkega dojemanja sveta in življenja. Le kako je lahko človek srečen, če je v bližini nekdo, ki je lačen, brez doma, ki trpi, ki je bolan? Le kako? Prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi. V Svetem pismu piše, kdaj bo Božje kraljestvo. Kaj to pomeni? Prvi bodo zadnji in zadnji prvi. Kar pomeni istočasno. Samo, da bodo nekateri dobrotljivi del časa, ker ta dan, v katerem smo danes, je za Zemljane en dan 24 ur, v širšem pomenu besede, pa 1000 let. Ali več. Zemeljski čas ali univerzalni čas nista enaka. Zato tisti, ki se trudijo mogoče 1 leto, ali 20 let, ali 50 let, da bi živeli dobrotljivost, da bi živeli ljubezen, srčnost, sočutje, imajo občutek, joj, toliko delam, pa nobenega ta pravega efekta še ni okrog mene. To ni res. Sejemo. In več, ko bo teh semen, večja bo žetev. Res je, prvi delajo del časa. Orjajo v kamenje, v njivo, ki je nezorana. In so nerazumljeni. Ljudje v njih govorijo, da so fanatiki, da so za psihiatrično bolnico. Jih ne razumejo. In vendar sejajo. In ko se žetev pojavlja, ko nekateri to žetev že vzamejo za del svojega življenja, spoznajo, da so ti sadovi zelo dobri,
In ljubezen do bližnjih, do svoje družine, in narekuje njihova vest, da to predajo naprej. In tako se širi to dobro seme, ta dobrotljivost, ta srčnost. In kdor vztraja v tem času, od začetka pa do konca, bo žel končno žetev, ki bo pa za vse enaka. Plačilo bo za vse enako, tudi za tiste, ki delajo v polju mogoče 24 ur iz zemeljskega vidika. Tudi tisti bojo dobili enako plačilo, ker bojo 1 sekundo pred žetvijo prišli v to polje in bodo želi enaki sadež kot tisti, ki so začeli bistveno veliko časa pred njimi. Ker plačilo bo za vse nas enako. Prvi bodo zadnji in zadnji prvi. Istočasno bo zadonela ta pesem Aleluja in zmaga bo sladka za vse nas, ki bomo vztrajali, ki bomo dobrotljivi, ki bomo vztrajni, ki bomo širili sadove duha. Mihaelijo jih je naštel, danes govorim o dobrotljivosti. Dobrotljivost je resnično velik dar. Če imam jaz kos kruha, pa vidim človeka ob sebi, ki je lačen, seveda ga bom delila. In nihče od naju ne bo lačen, ker dobrota se množi. Jezus je iz 5 hlebcev naredil ogromno hlebcev. Nahranil je 2000 ljudi s 5 hlebci in z nekaj ribami. Ker pomeni, da ko nekaj delamo res dobrotljivo, z ljubeznijo, se to nevidno množi. Nevidno se množi za nas in za vse ljudi okrog nas. Prihajajo prazniki. Bodimo dobrotljivi, ne samo do sebe, ne samo do svojih družin. Bodimo dobrotljivi do vseh bližnjih. Do Evrope, do sveta. Veliko ljudi, ki imajo še temo na svojih očeh in rane v svojih srcih. Ne obsojajmo jih. Imejmo jih radi. Bodimo dobrotljivi do njih. Potrebujejo našo dobrotljivost. Potrebujejo naš nasmeh. Potrebujejo tisto sočutje, solidarnost, prijaznost. In svet bo lepši in lepši, ko nas bo vedno več in več. Zato vas pozivam k dobrotljivosti, k srčnosti in se vam zahvaljujem za vašo dobrotljivost, za vse tiste, ki ste danes prinesli dobrote v ta naš center za srečno življenje v društvo Beris. Iskrena hvala. Veliko ljubezni je v vaših darovih. Hvala. Iskreno hvala. So darovi materialni, so pa tudi nevidni. Tisti nevidni, ki tudi pobožajo dušo, ki nas razveseljujejo. So mentalni, so besede, dobrotljive besede. Je duh dobrotljivosti. Veliko je načinov, da smo dobrotljivi. In če nas slučajno v življenju zajame strah, bolečina, ne vzemimo teh darov za svoje. Lahko jih odložimo. In verjujmo, da smo mi tisti, ki se odločamo, a bomo sprejemali sadove miru, ljubezni, sočutja, radodarnosti, srčnosti, ali bomo sprejemali to, kar je trenutno še v svetu, strahove, bolečine, neznanje. Veliko je duhov, ki so nižje vibracije. Ne verjemite jim, ne nasedajte jim. Vztrajajte v duhu ljubezni brezpogojne. Vztrajajte dobrotljivo do sebe in do bližnjih. Zaupajte,
Zaupanje je zelo pomembno. Zaupajte. Vse, kar se dogaja v tem trenutku na tem svetu, je samo zato, da se bomo vsi odločili za ljubezen, za radost, dobrotljivost, ker le to nam daje radost, življenje, zdravje. Vse ostalo je kratkotrajnega veka. In srčno se vam zahvaljujem, da ste člani društva za srečno življenje Beris, da ste dobrotljivi do sebe in do bližnjih, da ste sočutni, da istočasno verjamete, da je zmaga tukaj naša. Zmaguje ljubezen, radost, resnica, ker je življenje več kot smrt, ker je življenje več kot strah, ker je življenje več kot bolezen. Življenje je darilo, ki smo ga sprejeli od najbolj darežljivega stvarnika za našo radost, za naš nasmeh in za našo skupnost. Da bomo srečni, zdravi, veseli v teh prihajajočih dnevih. Hvala lepa in srčni pozdrav od mene.